Ja, tako, najbolje, da kar začnemo. Zdaj, če ste gledali spot, ste verjetno že prepoznali. Vita Voh so z nami in pa njihova glavna pevka, šefica. Vita, lepo pozdravljena. Živijo, pevka, ja, šefica pa ne čist. Ime imate Potep, ne? To si že dosegla, ne? Tu je že bila prva komanda, ne? Zdaj, a veš, da se ne spomnim, kdaj si bila ti nazadnje v našem studiu? Takrat smo verjetno to Musko, ne? Ja, ta komad smo predstavljali, ampak jaz se tudi točno ne spomnim, ampak mislim, da je bilo enkrat spomladi letos. Letos mislim, da ne. Ne? Letos ni mogli biti. Pol pa, ne vem, pa lani. Ne spomladi. Lani mislim, da letos ne, lani pa verjetno da enkrat, ja. Sam ki je že to, ne? Ja. Aha. Pred korono potem, ne? Ne, je bilo že v času korone. Je že bilo v času korone? Ja. Sva že bila sama tle, tako da. Ja. Med marcem in junijem nekje, ne? Zdaj, ko smo želi to načela, povej mi, kako je tebe vsa ta situacija prizadela, presenetila od takrat pa do danes, pa še kar to v bistvu še kar traja. V bistvu moram potrkati, ker zame se ni nič kaj dosti spremenilo, no. Praktično je vse ostalo isto, razen tega, da smo delo za en čas preselili od doma, smo delali, tako da sem sam pisarno zamenjala za domačo pisalno mizo in to je to, nič kaj dosti drugega pa se ni spremenilo, razen tega, da grem na kakšen žur manj, no, kar mi pa tudi ne škodi. Kaj pa glede glasbenih nastopov, ne? Ja, to pa se nedvomno je, no, mi smo imeli že v bistvu v tistem času, ko se je vse skupaj začelo, planiranih en kup nekih špilov, koncertov in je potem padlo vse na hitro v vodo, tako da smo bili malo razočarani, ker so se nam stvari začele glih dobro odpirati, ne. Ampak vse pobiramo, no, in se nadamo in ustvarjamo, tako da. A se spomniš, mogoče ste imeli zadnji tisti prav Oranžpil? Pa mislim, da je bil zadnji en koncert v... Zdaj, ko kolega zunaj posluša, me vzihar nadzoruje, kaj bom rekla, ampak v bistvu čist dober, ne vem, če se spomnim, kjer je bil zadnji, ali bil eno Postojni, na Velikom odru, ampak mogoče sem se tudi zlagala, pa je bil še kakšen pol, tako da. Letos ali? Letos, ja, poleti. Aha, letos poleti. No. Ja. Kako je bilo, verjetno dosti ljudi, ne? Kar precej ljudi, pa dobra energija, sploh na odru, že malo pozabiš, da je vse skupaj v bistvu. A ste vmes kakšne live koncerte preko streama, preko Facebooka, to je bilo kar popularno? Ne, tega pa nismo prakticirali. Smo pa imeli, v bistvu smo pa nasneli en koncert, no, in smo ga potem imeli posnetega, tako da imamo tudi neke posnetke na YouTubeu live. Sicer ne čist direkt live, ni bilo predvajano preko Facebooka, ampak jih pa imamo live posnetke, tako da smo tudi na ta način ustvarjali. Zdaj, koliko dolgo je že vaša skupina na sceni? Četrto leto. Četrto leto? Ja. In zdaj glej ga zlomka, ne? Četrti komad danes predstavljamo, ne? Ja. Nisem bil zga 3 ali 4, ne? Zdaj, tu je matematika, računica, 4 je enako 4. Ni računice, ne. Če bi bilo po naše, bi bil tudi kakšen več, ampak žal se to ni šlo, ker preprosto smo si želeli mogoče v prejšnjem letu narediti, oziroma v letošnjem letu, no, pa prejšnjem še kakšen komad več, ampak smo s tem ta zadnji, ki ga bomo tudi danes predstavili, čakali malo dlje časa, smo si želeli v bistvu, da se ta situacija malo poleže, pa da ga potem izdamo in mogoče s tem pridobimo tudi kakšen dodaten špil, pa tako, ampak ko se ta stvar ni umirila, smo potem rekli, dajmo ga ven, pa vidimo, kaj bo. Zakaj bi ga šparali, ne? Tako. Danes bomo o njem še kaj rekla. Videli smo ta trik, ki smo ga že takrat predstavljali, kako se je pa to kaj prijel? V bistvu tudi mislimo, no, da bi se lahko boljše, če ne bi bila situacija taka, kakršna je. Mogoče smo zadeli en čist neprimeren čas z njim, mogoče smo padli v neko obdobje, ko ljudje niso bili odprti za take stvari, predvsem zaradi te koronske situacije. Ampak v bistvu ga praktično so ljudje prvič letos poleti slišali v živo, da smo ga odigrali, ne. Tako da ga niso imeli časa niti toliko si v bistvu zapomniti in ga slišati in vzljubiti. Na radiju v bistvu, ne, kar se je vrtelo. Tako, kar je tega, ja. Zdaj tule tudi sem si zabeležil, da si tudi z Koradinom sodelovala v pesmi Kralj. Ja, v bistvu do tega sodelovanja je prišlo tako, da me je Koradin vprašal, glej, meni se zdi, da je bila ti primerna za en duet, ko sem ga napisal, a si za.
In sem rekla, sem. Tako se je ta zgodba začela, tako da meni je bil komad takoj všeč, ko mi ga je poslal in potem sva šla posneti in izdala. Tako da se je v bistvu vse dosti hitro odvilo, pa se mi zdi, da so ga tudi ljudje kar dobro sprejeli. No. Ampak to je šlo zgolj za poskus, kako deluješ na samostojni poti? Ne, definitivno ne, ampak sem pa odprta za take stvari, da se poskusi tudi kaj drugačnega in novega. In? Je bilo fajn. Aha. Ampak ostajaš v Vitavox? Seveda, ostajam v Vitavox, sem pa odprta, seveda. Se verjetno fanti odlegli, ne? Ja. Super. Zdaj, gledalce in gledalke bom še enkrat povabil k druženju z nami. Zdaj, mi imamo tele super kozarčke, mogoče tudi čas, da malo spijemo, ne? Ti še posebej, ker čakate namreč glasbeni kviz. Se moram. Vsi, ki nas gledate po koncu kviza, dajte nas poklicati, en lonček podarimo danes, ali King, ali pa Queen, imamo posodice. Zdaj pa zbrala si pa Heleno Blagne. Da vidimo, kaj veš o Heleni, ne? Da vidimo. 3 vprašanja, zahtevam 3 odgovore. Okay. Čisto enostavno začetek, koliko je stara gospodična Helena Blagne? Nisem prepričana, da je tako enostavno. Ja. Sem blizu 60, malo čez 60. 64. 64? Ja. Zadnji odgovor? Ja. Žal ne. Okay. 56, 58 ali 60? Ja. Sem jo malo postarala. Malo, ja, dober. Koliko je bilo 56, 58 ali pa 60? Tako. 58. Tako je. Imaš eno točko. Sedaj pa drugo vprašanje, ki je že teže, ne? Še teže. Ja. A poznaš pesem Moj mornarček? Te poznam Moj mornar? Mislim, poznam. Pela ga je na melodijah More in sonce in zmagala z Nacetom Junkerjem, ne? Mene pa sam zanima, kdaj je to bilo, katerega leta? Saj ne vem, kam bi ga sploh. Zdaj ne vem, ali je bilo še pred 2000 ali pa... Je bilo pred 2000. Pred, okej. 1997. 97. Žal ne. Žal ne, okej. 90, Okej. 91 ali 93. 93. 91. To je že zelo, zelo star komad, ne? Jaz mislim, da z namigom, da bo pa šlo Starejši kot jaz, tako da ne mi bo to je res zelo star komad. Ok, in zdaj še zadnje vprašanje. Leta 93 je na EMI zapela pesem Vzemi me nocoj. To je edini nastop na EMI. Zanima me, katero mesto je takrat uvrstila. Mislim, na katero mesto je zasedla. Vzemi me nocoj. Sam komada ne poznam, ampak bil je na EMI. Okej. Zmagala ni. Če ne je bila na Eurosongu, ne? To bi bolj poznali komad. Ti se zmagovalnici še malo zapomnimo. Ok, mesto. Dajmo reči 7. 7. mesto. Žal ne. Okay. 3., 4. ali 5. mesto. 3. 5. Ampak imaš eno točko, Okay. sicer nisi na prvem mestu, si pa na lestvici, ne? Vodi še vedno 7 točk Chris Joker, Ana Gulavšek pa ima 5 točk. Vita 1 točka. Hvala, super, boljše Ampak kot nič. bila si blizu, se odgovor je blizu, ne? No ja. Na koncu se ti je malo zataknila, ne? Relativno. Ampak zdaj veš, če te bi kjer vprašal, kukaj je... Zdaj si bom pa sigurno Ja, peta bila na Eurosongu, kjer pa misli... Kako tega ne veš? No, pa bomo mordaček, ja, leta 99. Ok, dobro, hec je hec, ne? Danes bomo spot tvoj, spot vaš, v bistvu ne predstavlja. Naslov je A še misliš name? Na koga? Ja, ne vem, ne, to je bilo vprašano v bistvu, kdo misli name, ne? Aha. Tako da, ne, ni neke eksplicitne osebe zadnje, v bistvu gre za neko zgodbo o nesrečni ljubezni, se pravi,
dekletu in fantu se ni šlo in dekle se sprašuje, kako bi bilo, če bi se mogoče enkrat spet srečali, potem bi poskusila ponovno. Taka klasika, ki v bistvu, ja. Se potem težko uresniči tudi, ne? Verjetno. Ja, in v kateri se na en način vsi najdemo, ne? Saj... In vaš zaključek je, da je njej to uspelo? Pustimo se presenetiti. V nadaljevanju drug spot. Lahko ima vsak svoj zaključek potem, ja. Drug spot, mislim, nasledovanje je bila blom, ne? Kaj se potem zgodi. Ja, nadaljevanje je tu, ne? Tako. Napisala si besedilo, ne? To je prvič, da se ti... Ja, prvič sem se v bistvu spoprijela s tem tekstopisjem, tako da... Zakaj? V bistvu imam doma v predalu, oziroma boljše rečeno na računalniku, kar precej nekih besedil, ampak se mi nikoli niso zdela dovolj dobra, da bi jih nekomu poslala, ne vem, ali me je bilo malo sram, ali ne vem, ampak sem se enkrat opogumila in se rekla, evo, zdaj pa jaz to poslala Aleksu Volasku in ga vprašala, kaj se mu zdi. In zato ga je rekel, evo, z tega bi se dalo kaj narediti in ga je potem še on malo popedenal, tako da seveda... Pa ga ni verjetno kaj dost... Ne, po meni in vse ostalo ostaja enako. V bistvu se vemo, pač on je profesionalc in je znal te stvari drugače potegniti. Tako da v bistvu potem, ko je naredil melodijo, nam je komad že takoj padel v uho, se nam je zdel fajn. Smo ga v bistvu vmes tudi že posneli, ampak smo se potem odločili, da mogoče še malo počakamo in naredimo aranžma malo po svoje, tako da smo potem z našim basistom Željkom Bajlovićem na čelu v bistvu še dodatno aranžma po svoje napravili, tako da je ta najbolj naš do zdaj. Zdaj, 14. novembra si ga tudi na YouTubeu gledamo, ne? Več kot 10.000 ogledov, verjetno številka, ki je zadovoljiva, verjetno, ne? Seveda je v bistvu najboljša do zdaj, v takem času. Ne vemo, če bo pač na dolgo obdobje najboljša, ampak v to kratkem času je dosegel največ izmed naših ogledov, tako da vsi pač verjamemo v komad, vemo, da je dober, valjda, če nekaj ne bi dali ven, ampak nas je malo presenetil odziv, ker imamo malo drugačen zvok, malo smo hoteli zveneti malo bolj live, malo bolj tako, kot zvenimo dejansko na odru in zato se imamo zahvaliti našemu producentu Zvonetu Kukcu, ki je v bistvu naredil tudi mix in mastering. Kaj pa misliš, da je tukaj pritegnili obiskovalce spletne strani, da so tukaj poklikali ta spot? Kaj misliš, da je tisti jeziček na tehnici? V bistvu ne vem. Lahko je več različnih faktorjev, lahko je zato, ker že toliko časa niso slišali, lahko je zato, ker je komad malo drugačen, ker je bolj naš, lahko je tudi v spotu catch, ker je v bistvu taka zgodba zanimiva, tako da v bistvu je čisto vseeno, dokler jim je zadeva všeč, smo mi čisto zadovoljni. Kje ste ta spot posneli potem? Spot je bil pa posnet v Parku vojaške zgodovine. Tako da v bistvu ena taka malo bolj temačna lokacija, ki mi že, ko smo prvič slišali komad, smo rekli, ta komad si zasluži malo bolj dark sceno, ampak smo potem dodali temu še eno malo bolj svetlo zgodbo, da ni vse tako temačno in se nam zdi, da je zadeva kar dobro izpadla. Se je na snemanju kaj takšne zgodilo, da lahko tudi omenima? Vedno se kaj zgodi. Pa ne bi se spomnila zdaj česa, kar bi bilo res posebno. Ni noben padel, nobenemu se ni zgodilo. Nič pretresljivega, je bilo pa zelo zabavno, ampak tudi naporno. Po dolgem času, ne? Spot v bistvu, kdaj ste nazadnje spot posneli predtem? Ja, v bistvu je bil trik zadnji, se pravi lani junija je bil v bistvu posnet zadnji spot, tako da je bilo že kar nekaj časa. Leto, pol nekaj, ne? Ja, tako je. Neka trema, verjetno, ne? Ampak ste vse v enem kosu, verjetno, ne? Ne, v bistvu je bilo dvodnevno snemanje, se pravi v prvem delu se je posnel ta del, kjer se pojavljamo mi, se pravi ta glasbeni del, v drugem delu pa se je posnela ta zgodba o paru, se pravi mlajšem in starejšem. Kaj nam Vita Vox še letos pripravlja, oziroma kakšni so plani za naslednjo leto? Nedvomno imamo plan izdati še kakšen komad, v najboljšem primeru 2, tako da pridno že delamo in vadimo. Kakšni smeri se bo šlo? Tako je zdaj recimo ali spet nekaj drugega? Ja, smer bo podobna. Mislim, da smo se tukaj našli in bomo probali čim bolj delati tudi sami, se pravi jaz na tekstih, skupaj potem tudi na aranžmajih, seveda sodelovanjem z drugimi, se pravi producenti in tako naprej.
Tako da jaz mislim, da je to neka taka pot, ki nam je cool, ki nam ustreza in Očitno se je to bomo recept, držali. glede na uglede. Ja, mi upamo, da ja, no. Bomo pa videli, kako se bo stvar naprej odvijala. Je super. Vita, hvala res, da si prišla na Z studio, veseljem. da smo malo poklepetala. Za konec pa bi te prosil za kakšno besedico za naše gledalce in gledalke, potem pa si gremo spot tudi pogledati. Okay. Hvala, ker ste bili z nami, ker ste nas poslušali in evo, to je naš nov spot, a še misliš name?